Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji bomo šli malce skozi sledi življenja naše tokratne gostje. Florjane von Pilpah, drugače pa Jana Živjo. Ja, Živjo. No, Nova se je veliko sprehajala po tvojem življenju. Mogoče po tem bolj zadnjem, odkar si se ti na nek način srečala z demenco, ne? S to, kar precej neprijetno in neozdravljivo boleznijo. Pa mogoče najprej za začetek, ne? V družini si se srečala z njo, še prej pa verjetno na poklicni poti. Najprej na poklicni poti. V bistvu sem celo svoje življenje poklicno pot usmerila v osebe z demenco. Dobila seveda izkušnje, dobila določena znanja na tem področju. Kako pa je šla tvoja poklicna pot? Najprej kot medicinska sestra? Ja, najprej kot medicinska sestra, potem sem naredila visoko šolo za delovno terapijo, potem magisterij na socialni fakulteti. Ampak delala sem pa kot delovna terapevtka. Kje pa? V psihiatrični kliniki Ljubljana. Že to od vsega začetka? Od vsega začetka do konca. Zdaj, ko slišimo za to ustanovo, ne vem, radi ljudje delajo v tej ustanovi, mislim, verjetno kar zahtevno delo, ne? Mislim, da če izhajam iz sebe, sem delala zelo rada. Tudi prej kot sestra so mi bili te pacienti blizu, nekako smo vzpostavili en tak prijeten domač odnos. Pa kljub temu profesionalen. Pri osebah z demenco pa tudi. Oni rabijo eno tako toplino. Čeprav zdaj bi človek mislil, da v tej psihiatrični bolnišnici, ne, da niso osebe z demenco, da so ljudje z drugimi zdravstvenimi težavami, recimo s kakšno schizofrenijo ali pa kaj podobnega. Zdaj, to, ko sem bral tvojo knjigo, ne, kjer piše o tem, sem prvič videl, torej tudi osebe z demenco so tam. Ja. Ena cela hiša je namenjena gerontopsihiatričnim oddelkom, ne? Tako da nas kar veliko tam dela v tisti hiši. In kakšno je bilo tvoje delo tam? Kot delovni terapevt nikoli ne izhajam recimo iz diagnoze. Vem za diagnozo, preberem si tisto, kar zdravnik napiše, vendar ne izhajam iz diagnoze, ampak sama ugotovim funkcionalnost, koliko je oseba še funkcionalna, kaj še zmore, kaj ne zmore več, kaj recimo deloma zmore, in na osnovi tega potem naredim plan za aktivnosti, da po kratkem postopku, če rečem, moj cilj je pa predvsem ohranjati aktivnosti, pa mogoče izpopolniti tiste aktivnosti, ki so mogoče že šle malo v pozabo. Bil je to tvoj cilj, ne? Točno, ja, bil je. Bil je, ne? Ker zdaj si že upokojena, ne? Zdaj sem že upokojena. Pa so bili ti bolniki ali pa pacienti, ne vem, ves čas tam ali so prihajali v psihiatrično bolnišnico? Zdaj, jaz sem jo nekako si v glavi zamislil, da je to, prideš k zdravniku, pa greš domov. Verjetno si tudi kak mesec lahko v psihiatrični bolnišnici, ali kako gre to? Ja, večina jih je bila kar tam določen čas, dokler niso bili odpuščeni. Smo imeli pa tudi dnevni oddelek, kjer so dnevno prihajali pa odhajali. Svojci so jih pripeljali zjutraj, zvečer pa pol domov, oziroma zvečer popoldne pa domov. Jaz sem bila na oddelku, kjer so bili 24 ur prisotni. Torej cel mesec ali pa 2 meseca, ne, odvisno koliko. In s temi sem pač lažje naredila plan, ker sem bila celih 8 ur z njimi. Gledala sem jih v vsakem trenutku lahko, če nisem bila jaz v določenem času z njimi, so bile sestre, pa so napisale, kaj se je dogajalo, ne. Tako da sem imela vpogled, kako funkcionirajo. Pa ti kot zdravstveno osebje nosiš domov te bolezni, teh bolnikov, recimo te izkušnje
Si znala odklopiti delo v ustanovi potem doma? Pa po večini sem kar znala, edin, če so bile res kakšne take izjemno težke situacije, to me pa bremenilo pol tudi doma. Ja. Je to naporno, ne? Ja. In je potrebno iti na kak sprehod, ne? Aha. V tvojem primeru s kužkom, ne? Ja, to mi res misli spravi čist na drug tir. Pa da se baterije malce nafilajo, ne? Ja. No, potem pa si se ti srečala s to še neozdravljivo boleznijo, z demenco doma, ne? Ja. Pa verjetno najprej malce mižala, ne? Pa težko bi rekla, da sem glih mižala, enostavno, ne da nisem hotela prepoznati, enostavno nisem prepoznala. Govoriva o mami, ne? Ja, govoriva o moji mami, ja. Zdaj se mi je, tako kot sem v knjigi že tudi opisala, tudi ostali svojci tako povejo, da enostavno, da se je več ne da tako delati, kot včasih, da je malo opuščala kakšne stvari. In to si opazovala? Opazovala, pa sem si mislila, ma se ima pravico, se je že toliko stara, ni treba, da ima vse pod nitko, ni treba, da takoj skoči, če nekdo nekaj reče, da bi imel, ker prej je bila zelo navajena takoj ustrešt, ne. Če zdaj nazaj gledam, je bil to že začetek demence. Takrat pa tega nisem prepoznala. Kdaj pa si potem? Začela sem prepoznavati šele potem, ko je bilo že to zelo evidentno. In sicer je šla v trgovino in prišla nazaj s prazno torbo. In se ni spomnila, kje se je sprehajala, kje je bila ta čas. Takrat sem potem tudi z dr. Kogojem vzpostavila, pač določila sva datum, kdaj bo prišla na pregled. In je šla mama? Ja. Včasih ne gredo, ne? Mislim, da mene je kar upoštevala moja mama, tako mojo presojo. Pa tudi ta doktor Kogoj je sicer že pokojni, je bil tako prijazen človek, da ga je mama zelo z veseljem pol še naprej obiskovala. No, tega se bova še potem dotaknila tudi, kaj storiti, ne, ko vidiš, da se to pri svojcu dogaja. Greva pa malce nazaj na knjigo Dobro jutro, demenca, ki je išla letos, če se ne motim, ne, pri založbi Primos. To je nekakšen priročnik za svojce oseb z demenco, ne. Bom kar vprašal, zakaj si to knjigo napisala? Jaz sem jo prebral, moram reči, da nekaj vem o demenci, ampak sem iz tega priročnika zvedel še marsikaj zanimivega, ne. Tudi marsikaj napotkov, ne. Ja, to knjigo sem napisala prav zaradi svojcev. Velikokrat so me sprašvali, kaj pa v takem primeru narediti, kaj pa tako, pa kakšne aktivnosti so primerne, ne? Če so osebe doma, če niso še v domu. Včasih so bila vprašanja takšna, da sem tudi jaz mogla pomisliti. Ni šablonskega odgovora, ne? In se mi je zdelo, da iz svojih izkušenj glede na domačo situacijo, na mojo mamo, se mi je zdelo smiselno, da podelim z drugimi vsaj te osnovne napotke, kaj se da narediti, na kak način komunicirati, kakšne aktivnosti ponuditi. Osebi, ne? Ja. In zdaj te napotki so v knjigi, jaz upam, da gre knjiga tudi dobro v promet, ne? Da je med bralci lepo sprejeta, ker je zanimiva. Zdaj pa, če midva greva malce, zdaj včasih, jaz se spomnim, no, če grem malce nazaj, ko smo videli kakšne starejše ljudi, ne, se nam je včasih malo hecno zdelo, ne, to se zdaj že nam dogaja, ne, da so kje pozabili, kje kakve ključe založili, pa niso našli, ne. Smo rekli, srečala ga je rozika, ne, pa skleroza, ne. Nismo takrat govorili, niti nismo rekli demenca, ne, bolj smo rekli starostna pozabljivost, ne. Ampak verjetno se začne tako, ne. Ja, da začnemo pozabljati, ne. Normalno staranje prinese pozabljivost, ne. Pa to ni nujno, ne, da je... Ne. Ker če primerjamo normalno staranje oziroma normalno starostno pozabljivost ali pa pozabljivost pri demenci, je kar velika razlika. Staranje pa pozabljivost bi rekla tako, da se funkcije neenakomerno zmanjšujejo, ne, oziroma postajajo bolj toge, pa bolj počasi vse skupaj. Bolj počasi, ne.
Pri demenci staramo se, ne? Tako kot se mišice, gibanje, počasni se verjetno tudi te miselne funkcije. Sigurno tako. Pri demenci gre pa vse skupaj hitrejše, pa vse skupaj, vse funkcije bolj enakomerno. Torej ne ene prej, ene pozneje, ampak kar vse v kompletu. Ja, poznamo pa, ne, bolj kot ne, tudi ena druga knjiga obstaja, ne, skrivnost imenovana Alzheimer, ne. Zdaj rečemo, Alzheimer ima, ne. In zdaj tako rečemo, ja. Ni edina, ne, ta demenca, ne, dej malo najprej mogoče v tej, pa še v drugih. Je ta najbolj običajna? Najbolj prepoznavna je, pa najbolj zastopana. Je pa tako, pri Alzheimerjevi demenci običajno se začne tako, da gre zelo polahko, zelo počasi. Napreduje in svojci jo tako zelo pozno odkrijejo ali pa zelo pozno pomislijo na demenco. Verjetno tudi bolnik dolg skriva, ne? Sam sluti mal, ne? Ja. Ostale demence imajo pa vsaka svoje značilnosti. No, mimo glede, zakaj Alzheimer? Ker je odkril jo? Ker jo je odkril Alzheimer, ne? Po priimku tistega. Ja. Tako gre to. Ki jo je prvi diagnosticiral, ne? Tako, ja. Vsi, preden greva na te vrste, kdaj pa so sploh to zaznali, ne? Da je ta bolezni med nami, ne? Ne vem, 100, 200, 300 let nazaj. Včasih so verjetno rekli pač pozabljiv, ne? Ja, včasih so rekli tako, zdaj pa ne vem točno, kdaj se je to začelo. Medicina se je razvijala, ne? Medicina se je razvijala in zdaj je že kar, tudi mladi že poznajo to bolezen, ne? Demenco. Vsaj izraz, če že ne same simptome, ne? Tako, ja. No, katere vrste so, ne? Ja, Alzheimerjeva sem že omenila, potem je frontotemporalna. Mogoče vsaki mal par besed? Vsaki mal, ja, torej ime izhaja iz torej čelnega in senčnega režnja, ne, tam se dogajajo te spremembe. Zato se tudi reče frontotemporalna. Kakšne spremembe se to dogajajo? Zdaj je to nekaj zbral z beljakovinami. A ne, ta pa ni. Ta ni to, ne? Zdaj pa ena druga. Ja. Skratka, pri tej demenci svojci tudi opisujejo, da mogoče pred samim upadom spominskih sposobnosti, opisujejo bolj spremenjeno obnašanje, spremenjeno funkcioniranje v nekem socialnem okolju. Postanejo te osebe bolj, da rečem, preveč sproščene, grejo izven okvirja enega socialno sprejemljivega obnašanja lahko. Recimo lahko pomanjkljivo oblečeni. Tudi to. Čudno oblečeni. Čudno oblečeni vsekakor. Lahko so take čudne opaske, lahko užalijo koga. A ne? Velikrat so prisotne te seksualne vsebine. Tako da to najprej opazijo. Ne? Kar ni bilo prej običajno, ne? Tako, ja. Spremenjeno. Čist drugače kot prej. Potem če gremo to z beljakovino, levijeva telesca, levi body demenca. Levi body so telesca, ki se pač beljakovine, ki se nalagajo v možganih. In s tem potem spremenijo funkcioniranje. Pri tem se pa pogosto tudi svojci opažajo kakšne nočne epizode oziroma nočni nemir, postanejo nemirni ljudje po noči, vidijo kakšne ljudi, da se sprehajajo po stanovanju in istočasno potem se počutijo ogrožene in s tem potem tudi spremenijo način funkcioniranja. Ker se počutijo ogrožene, potem spremenijo na ta način funkcioniranje, da bi se počutili manj ogrožene. Mi jim pa ne verjamemo, ne? To je verjetno še naslednji problem, ne? Od začetka, ne? Ja. Vse ni nikogar v stanovanju, ne? Ja. Kaj govoriš, ne? Se spomnim ene gospe, ki je trdila, da ji hodi en človek iz pritličja gor v 12. nadstropje zvoniti po noči. Pa so svojci ugasnili zvonec, da ni mogel zvoniti, ampak ona ga je še kar slišala, ne? Torej, in je bila zelo prizadeta zaradi tega, celo enkrat je tega gospoda prav hudo okregala ga je, ja, res. So še druge potem? Ja, potem drugi tip je, kako se to reče?
Ja, potem je še vaskularna demenca. Ta je pogosto se reče, pogosta je v kombinaciji z Alzheimerjevo. Torej, tukaj gre pa za ožilje. Te minikapi povzročajo potem čez čas, ko se tega dost nabere, okvare ožilja in s tem povzročajo demenco. Ta demenca, to je imela tudi moja mama. Alzheimerjevo pa vaskularno to je imela. Več kapi tudi, ne? Ja. Takih tihih, ne? Ja. Neopaznih. Ja, čist takih malih, ne. Potem je še lahko s Parkinsonovo boleznijo povezana demenca. To so pa dve hude bolezni, ne? Parkinson, skupaj, ne? Ja. To je tisto, ki se roke tresejo, pa tako, tudi obraz včasih, ne? Potem je Korzacov demenca zaradi prekomernega pitja alkohola. Je tudi v porastu, verjetno, glede na to, da smo Slovenci znani. Ja, čeprav... Uživači, ne? Alkoholnih pijač. Ja, imamo tudi veliko pesmi, ne, v tem smislu. Ja. Pa še je, pa Creutzfeldt-Jakobova bolezen tudi paše med demence. To so te nore krave, Ja. smo rekli. Ja. Ampak tega pa ni veliko pri nas, ne? Jaz sem imela na oddelku, sta bila samo 2 primera v vseh letih. Mogoče prej nisem prav razumel, ne, pri tej Alzheimerjevi demenci, ta pa ni nič povezana s tem beljakovinami, ne, veliko, ne, ker jaz res zmotno mislim, ne, ker je ta najbolj običajna, da je ravno pri tej, da se to dogaja, ne. Zdaj te vrste nekako si neštela, kako pa, ko pride nekdo k zdravniku, kako pa jo ugotovijo? Da jo diagnosticirajo, reče, je ta ali pa ta vrsta. Ne? Ja, najprej sigurno je pogovor pa ena taka klinična slika, ne po simptomih. Potem pa pregled krvi, slikanje glave, tudi tukaj nisem neki zelo seznanjena, kaj vse naredijo zdravniki, ampak sigurno kri, slika pokaže, pa slikanje kar, sigurno. Ja. In potem, ko je postavljena diagnoza, zdaj čudežnega zdravila še ni, ne, da bi se potem to pozdravilo, se pa to, ne vem, upočasni lahko, kako? Ja, mislim, lajša, da so določeni preparati, ki upočasnijo demenco. Jaz mislim, da moja mama je kar... da se je upočasnila demenca, odkar je dobivala, niti ne vem imena, ampak sem že malo pozabila, te obliže. Z obliži se. Z obliži. Čeprav to verjetno, če bi bile 2 osebe iste, ne, nekako enake, potem bi lažje to primerjali. Težko je to, ne, ampak vseeno občutek ostane. En občutek je, da gre boljš, ne, da gre počasneje naprej. No, prej sem dejal uvodoma, da nekateri pa ne želijo iti k zdravniku, ne. Kaj pa v tem primeru? V tem primeru je... Finta? Kako? Kaka finta? Ja, se je treba zateči k tej terapevtski laži, res. Bela laž. Bela laž. Kaj jaz vem, na različne načine so ljudje spravili svoje svojce k zdravniku. Ali da so se prej dogovorili za sestanek, najprej z zdravnikom dogovorili, pa potem... da so pelali osebo, ali pa, kaj jaz vem, da so rekli, spremlji ti mene k zdravniku, pa potegnili noter še tega svojca z demenco, pa je potem zdravnik obravnaval v narekovajih oba istočasno. Lahko gre tudi k nevrologu, običajno grejo rajši k nevrologu kot pa k psihiatru. Nekako se lepše sliši, imam občutek, tako družbeno je bolj sprejemljivo. Nisem nor, ne? Ja. Tako. Čeprav to ni to, ne? Ampak tako se reče. Dojemanje je tako, ne? Drugače pa, kaj pa vem, potem, ko pa gre... Zdravnika na dom tudi, ne? Ko pa enkrat že pride v stik z zdravnikom, ne? Potem je pa verjetno, ko so prva vrata odprta, nekako lažje, ne? Tudi za tistega, ne? Da gre tudi drugič potem. Mislim, da bi znali biti lažje, pa tudi, če sprejme terapijo, je že s tem pol boljše. Je pa res pomembno, da grejo čim prej k zdravniku, pa da čim prej dobijo terapijo, da lahko potem dalj časa funkcionirajo, samostojno. Kako pa je težko
recimo s tako osebo živeti, ki ima demenco, ko se počasi začne izgubljati, ne, kot ne prepozna. In verjetno se mora tudi človek sam soočiti s tem, ne? Zelo, ja. Da ga ljubljena oseba več ne prepozna. Ne? Verjetno je to hud udarec. Ne? Je. Tako bom rekla, če razvrstimo demenco v 3 stopnje, ne? Tako, ja. Prva stopnja je takšna, da oseba še lahko funkcionira, da rabi mogoče samo malo usmerjanja. Ne? Pri tej stopnji je svojcu ni tako zelo težko. Mora paziti, ne? Mora paziti, malo pride pogledati, malo ga usmeri. Najslabša je druga faza, kar se tiče svojcev. Če rečemo, osebe z demenco so takrat še funkcionalne v smislu gibanja, niso pa več sposobne imeti enega tacga, da rečem, primernega odločanja. Ne vidijo težav, ne vidijo, kje so lahko nevarnosti. Recimo, če sva pri kuhi, ne? Ja, če sva pri kuhi, recimo, dajo recimo na štedilnik nekaj kuhati, potem pa pozabijo. A ne? Je lahko zelo nevarno. Lahko zelo zažgejo, ali pa karkoli. Skratka, v drugi fazi mora biti pa svojc non-stop prisoten. A je to v drugi fazi tudi, a je to še prva faza, da recimo pozabljajo ključe, da grejo ven, pa pozabijo, zakaj so sploh ven šli, da ne najdejo besed, da se izgubljajo pogovori. To je še bolj prva? To je lahko proti konc prve faze. Konc prve, ne? Ja. Potem v tej drugi pa tudi govorne sposobnosti so že zelo šibke, ne? Ja, rečemo, ni tekoč govora, ne? Vmes imajo presledke, ne najdejo prave besede. Zdaj bom omenila še to, da ljudje, ki veliko berejo, je govor dalj časa tekoč. Tudi tisti, ki križanke rešujejo veliko, ne? To sem slišal, da je to kar dobro, ne? Ja. Starejši to radi delajo, ne? Ja. Čim dlje. Govor je tekoč zato, ker ima recimo za en predmet več izrazov na razpolago, ne? In pol enega sigurno najde. Tisti pa, ko nimajo toliko izrazov, se pa hitreje zatika. Ja, mogoče samo pod vprašanje, ne? Zdaj, tole si omenila, berejo, ne? Zdaj, jaz se spomnim leta nazaj, ko so prišla ta socialna omrežja ven, ko so se mogoče za kakšno leto, 2 kar malce zastrupil z njimi, vem, da ko sem vzel knjigo v roke, kondicija po 2 straneh, ne, mi je že skoraj opadla. Ne. Zdaj, sem spet sposoben knjigo prebrati na mah, ampak tudi to, ne, se verjetno bo spreminjalo, ne, ker zdaj tam na internetu se zelo hitro dogaja, ne. Reklame vmes skačejo, ne, se skozi nekaj prekinja, ni tiste kontinuitete, ne. Tudi besedni zaklad se mi zdi, da je malce drugačen. Zdaj, pri knjigah teh reklam ni, ne? Ja. Si sam iz ene strani na drugo stran, ne? In bereš, ne? Je verjetno tudi to bo enkrat prišlo ven, ne? Da se bo prej razvila demenca, ne vem, no? Mogoče, ampak verjetno se bojo tudi te sposobnosti spremenile, a ne? Ne bo mogoče toliko več poudarka na te besedni tekočnosti, ne? Ampak bo kaj drugega. Dogovoriva čez par let, ne? Kar dost let, ja. Zaenkrat so pa starostniki še iz obdobja po vojni, ne? Ja, ko se je še bralo, recimo, malce več, ne? Torej, za tiste, ki so več brali, počasneje to napreduje, se opazi počasneje. Se opazi, ne? Ja. Počasneje, ne? Lahko dlje časa skrivajo, ne? Ker najdejo tisto ustrezno besedo. Tako, ne? ja. Ampak potem pa naenkrat pa tudi ne? Potem pa mi ne smemo težka vprašanja postavljati, ne? Ja, to je pa tisti K, črka K pomembna. Črka K, ja, je pomembna K vprašanja, ne? Ker je veliko lažje, če vprašamo kaj kot zakaj. Ker zakaj je malo očitajoče, ne? Ja, zakaj je kot prvo malo, zakaj si to naredil, namesto kaj si to naredil. Kaj ti že tudi jim da eno vodilo, da hočeš vedeti, kaj so naredili, ne zakaj, ker bolj kompleksen odgovor pride, če vprašamo zakaj. Torej, lažje odgovorijo na kaj. Pa verjetno kako tudi, pa ja, kje, kdo, ne? Kje si bil, pa tako. Zdaj, kako pa je treba
Zdaj tudi, če prvič vprašanja ne zastopi, ne razume, kje si bil, ni prav, da potem eno drugo vprašanje zastavimo podobno, ki ima podoben smisel, potem ga mora še enkrat ponotraniti. Ja, ko postavimo eno vprašanje, moramo dobro razmisliti, kakšno vprašanje postavimo. In počakati dolgo, da odgovori. Da oseba lahko to sprocesira. Najprej vprašanje, pa še odgovor, da sformulira. V bistvu možgani, da procesirajo. Tako, ja. In če ne dobimo odgovora, ne smemo preformulirati vprašanje. Ampak ga enakega postaviti še enkrat. Ali pa še dvakrat, ali pa tako, še trikrat. Ja. No, to je bila moja napaka na začetku, se dobro spomnim. Smo vprašala gospo, naprimer, gospa, kje ste vi doma? Pa ni bilo odgovora. Potem sem preformulirala, gospa, mi lahko poveste vaš naslov. S tem zmedemo človeka. Za mene je ist, Ja. Za njo je pa čist različen. Ja. Torej, to je tudi dober koristen nasvet. Potem vem, ko sem prebral v knjigi tudi, pa tudi na enem izmed predavanj si povedala, ne kar do zadnji prileteti pa živijo. Ja, to so kar neka pravila o komunikaciji. Kako pristop od spredaj? Najboljši je pristop od spredaj, če pa že ni možno, se pa vsaj ne oglasimo, dokler nismo pred osebo. Ker v bistvu se tudi mi ustrašimo, če nam vedi zaproza, tam za hrbtom, na cesti, Taka oseba pa verjetno še bolj, Še bolj, ker ne pričakuje, pa ker enostavno ni več pozorna na dogajanje v okolici. Torej, ko se pojavimo pred, ko nas vidi, šele potem postavimo vprašanje, pa če se le da, da smo z očmi v isti ravnini, da nismo mi gor, oseba dol. Pol je že bolj, da je oseba gor, pa mi dol. Zato, ker zgleda kot, da zviška gledamo na človeka, ni primerno odnos to. Je treba biti tako res v isti višini, kot je oseba. Odgovori so pa pri že potem teh stopnjah, ko so že malce druga, recimo, so pa zelo kratki lahko, ali pa pomanjkljivi, ali se pa vmes ustavi. Zdaj, kaj je pol še enkrat vprašati, pa se mu še enkrat lahko zatakne nekje sredi stavka, ali ker mi nadaljujemo, ker približno vemo, kaj nam je odgovoril. Kako zdaj to? Ja. Zdaj, če je odgovor nakazan na ta način, da točno vemo, kaj hoče reči. Lahko pomagamo. Potem pomagamo, ja. Če pa ne, pa če vidimo, da je v stiski, pa boljš, da prenehamo tisti čas, pa da se pozneje vrnemo. Dejala si mi, da tudi recimo pri hoji niso več tako pozorni, so lahko stopnice, Ja, to so lahko stopnice, globina vida je problem, in če so v isti barvi stopnice, če nimajo na koncu nekih oznak z drugo barvo. Mimogrede, jih pa veliko kje ni, Točno ali pa skoraj nikjer ni. Se to zlije kar v eno ravnino skozi njihove oči, To sem že pri sebi opazila. Pri nekaterih, ko imajo recimo stopnice v isti barvi, ja moram prav dobro pozorno pogledati, da vidim, kje je konc stopnice. No, se tudi nam, zdravim to dogaja na asfaltu, pa če kje kakšna luknja, pa včasih na globoko stopimo. Ja, točno tako. Ja. A je pa v temi stopnica, Mislimo, da je še ena, pa ni, Tako, ja. In stopiš na polno, pa včasih potem kje skrižam narobe, Ja. Torej, pri njih je pa to tudi pri vidnem, se to dogaja. Ja. Tako da je verjetno za vse tiste, ki odločajo tudi v občinah, dobro čim več označiti teh stopnic, navadnih zadev. Zdaj, nisva še nič o tem, ampak nekateri so mogoče bili prej zelo mirni, dobričine, bomo rekli, zlati. To so pa kar naenkrat lahko tudi grobi, nesramni. Ja. To je pa verjetno še težje potem sprejeti. To je za svojce kar zelo težko. Postanejo tudi obtoževalni. Tako velikokrat se zgodi, da svojci rečejo, me sumi, da kradem denar. Ali pa me sumi, da kradem take zelo nepomembne stvari, kot so razne spalne srajce, posoda. Dobro vemo, da jih je samo založil človek,
Ampak to res za svojce je to velika preizkušnja. Je, ne? A so tudi telesno grobi do svojca? Bi lahko bili, ja, tudi. Kaj pa ta, recimo, partnerja živita skupaj 50 let, ne? Potem pa golota, recimo, ne? Pri osebni higieni so včasih že potem malce pomanjkljivi, ne? Ja. Se pustijo skopati ali se sramujejo tega? Ali so različni ljudje? To je zelo različno. Moja mama recimo se je pustila. Ni imela s tem Tudi problema. mojemu možu se je pustila skopati, ko ni bilo nekih težav. Oče tudi, čeprav oče ni imel demence, nekateri se pa zelo, zelo branijo. Pa ne toliko golote, kot tega, da ni potrebno, Aha, ni potrebno. da se skopajo. In potem je spet tu bi treba finta, ne? Iznajdljivost. Ja. Spet je treba nekako, ponavadi pri nas so sestre rekle, so kar določile datum, pa so rekle, lejte, jutri se bomo skopali. In potem tisti dan, naslednji dan, ki je prišel, so ga še ne 3-krat spomnili, da se bo danes kopal. In je šlo. Je pa res drugače, če je človek v bolnici ali če je v domačem okolju. Ja. No, se tega se bo dotaknila še kdaj, potem bolnica je pa v dom za ostarele. Če sva pri tisti prvi stopni bila, ne, ko je verjetno najhuje za to osebo, ki nekako spoznava, da se zgublja, da je nekaj narobe z njo, pa potem ta druga, ko pa je za svojca hudo, ne, ker se mi zdi, da ta oseba se pa že malce ne zaveda, ne, svojih težav. Zdaj, tretje je pa nekako, rekel, sprostitev, ne. Zdaj, ta oseba z demenco je verjetno že bolj priklenjena na posteljo ali pa na kakšen stol, pred kakšno televizijo, kakšno glasbo spremljati, pri požiranju verjetno že problem, ne. Je bolj mirna že potem, ne? Ja, potem so, če že niso na posteli, a ne, ali pa na invalidskem vozičku, so bolj apatični in obsedijo, recimo se ne morejo sami dvigniti. To za svojca pomeni, da rečem tako, ene vrste olajšanja. Po drugi strani pa zgubi. Ja, v smislu tako, da vejo, da so ga tam posedli ali pa da je tam v postli leži in da lahko mirno skočijo nekam, pa se vrnejo nazaj. V tokem so lahko malo mirnejši, ne? So pa predvsem bolj žalostni, ker vidijo, da ga res zgubljajo. Pa čutijo tiste osebe, da pride hčerka na obisk? V neki fazi verjetno že potem ne? Ne, ampak se mi zdi, da pa čutijo prisotnost ene znane osebe. Mogoče ne znajo definirati, katera oseba je to, ali je to hčerka, ali je to mož, ali je kaj s vem kdo, ampak vejo, da je neka domača oseba. Pa je to lahko von, toplina, zvok, različna čutila, ne? Ja, da je to nekaj njegovega, ne? V tretji fazi predvsem, sem že večkrat rekla, nagovarjamo ostala čutila, ne toliko govora, ne? Ne z govorom. Mogoče kakšna glasba, ne? Lahko je glasba, lahko je dotik, lahko je von, okus. Kaj pa albumi slik, fotografij? Tudi to. Stare slike, ker na starih slikah bojo prepoznali svoje otroke. Na novih slikah bo pa tisti človek tam tujc. Ker zgublja se takrat kočasni, mislim, ta spomin, ne, ki se zdaj, danes, včeraj, ta izpred otroških let, ne vem za kakšnega bolnika, ki si usedel v avto, ne, pa so ga peljali domov. Ne, nisem jaz tu doma, ne, sem tu doma, ne. Kam me peljete, ne? Ma spomin, da je bil tam nekje doma. V rojstni hiši, recimo, ne? Ja. 50 let nazaj, ne. Tudi to se verjetno dogaja, ne. Ja. Ne prepoznajo več domačega okolja kot domačega in zato tudi begajo, ne? Zato tudi hočejo oditi iz tega okolja domov. Domov. Ja. Čeprav so doma, pa bi šli domov, ne? Pa radi, dokler še lahko pripovedujejo o svojih otroških letih. Ja. Pa se to se mi zdi, da ko ratamo starejši, da če zdalje več pripovedujemo,
kaj se nam je dogajalo, ko smo bili otroci. Ja. Ampak pri teh dementnih pa verjetno še več, ne? Ja, te stari spomini so zelo, zelo dobrodošli. Zakaj? A so tu globoko v možganih, ali kako je to? Ja, star spomin, tisti spomin star je še ohranjen, ne? Aha, Ni še poškodovan. aha. Tako gre to. Zato se spomnejo, ne? Jedro ostane. Ja. In je fajn, ker s tem treniramo, če jih spodbujamo, da govorijo te stare spomine. Spodbujamo govor, spodbujamo neko interakcijo, potem zvišujemo samopodobo, to je nujno. Aha. Pri Smo osebah z zanimivi, nas poslušajo. Tako da te spomini so res in če je človek recimo v domačem okolju, je album s starimi slikami zelo, zelo dobrodošel. Malce se bojim, ne, ker zdaj že skoraj da ni, ne, zdaj imamo vse na računalnikih. No, ne, bomo pa verjetno bojo gledali. pa računalnik, Ja. ne, potem, ja, mislim, malce v šali, ampak res, včasih Ja. smo album vzeli, pa smo sedeli tudi 2 ure pa gledali. Ja, ne. jaz sem moji mami v dom nosila. Pred računalnikom se mi ne da 2 ure sedeti. Ne, Verjamem, pa gledati, ja. ne, mislim, mogoče bo pa te tam mladi zdaj, ne, Ja. drugače to gledali. Pa tako je, vsaka fotografija ima svojo zgodbo. Ja. Vem, ko sem mami kazala enkrat, ko smo bili na morju, pa takole roke drži, se je kregala na mene, ker so bili takšni vazovi, se je bala, da me bo potegnilo v morje. Nekdo jo je pa fotografiral. Ja, ja. In takrat A je ne? bilo 12, 24, ne vem, recimo fotografij, ne? Ja. Na tistem filmu si zelo pazil, ne? Zdaj pa jih pa narediš, ne? Ja. Eni minut, ne? Tako da se res zapomne skoraj vsako fotografijo, ki si na sprožilca pritisnil, ne? Ja. Kaj pomeni. Ja. Tako da, In sva se lahko res ure in ure pogovarjale, tako kot si rekel. Ne? Lahko sediš, se pogovarjaš ure in ure v vsaki fotografiji posebej. koliko časa si je pa ti recimo pustila, da ti je kosilo pripravila, mislim, pustila, zdaj je to malo grobo rečeno, ampak da si nekako videla, da še lahko. Ja, mislim, da je bilo kar dolgo. Pa pomagala malo, ne? Ja, najprej je malo pomagala, oziroma najprej, ko ni več mogla sama, sem jaz rekla, naj solato opere, Aha, pa je. naprimer, ali pa, kaj se vem, ne pazi, pa naj meša. Take stvari, ne. Pa ko smo delali kakšno pecivo, jaz nisem znala nikoli vleči testa. Aha. Pa je mama Mama to bi še naredila. znala, Mama je znala to, ja. Pa recimo fižol prebirati, ne? Tudi fižol prebirati. Tudi večkrat, ne, če bi bilo treba. Kakšne piškote, tudi istega, ja, večkrat. Pa kakšne piškote peči. Zelo natančno to pri prebiranju fižola, ali tudi že je to malce pomanjkljivo. Je pomanjkljivo. Je, ampak, ampak se pa zamoti, pa čuti, da je koristna. ni pomembno, ne? Je bolj pomembno, da aktivnost spelje z veseljem. No, seveda, pride pa trenutek, ko se pa treba odločiti, ne, da sam ne zmoreš več. Ta trenutek je pa težek, verjetno. Ne? Ja. Ko se odločiš, da enostavno ne gre več, da rabiš eno pomoč. Potem, ko se odločiš, je to bistveno lažje. No? Do takrat je pa kar hudo. Jaz se spomnim, sem se odločila v drugi fazi pri moji mami. Hodila si še v službo, ne? Ja, da rabim pomoč, da ne bo šlo. Dobila sem oskrbovalke zjutraj in popoldne. Se to dobi? Ja. Ja. Kje? Socialno moraš Mislim, da včasih je imela socialna služba to, zdaj pa mislim dom upokojencev, oziroma da se imajo to čez. Se takrat se znaš pozanimati, ne? Ja, Veš, ne? ja. In so prihajale, vmes je hodila še ena gospa. Mimogrede, so to stroški tvoji? Nekaj je od občine, nekaj mojih. Občina. Ja. to dela. Skratka, jaz sem plačevala manjši delež kot občina. Verjetno gre pa tudi na osebni dohodek, pa tako naprej. To se pa ne spomnim. Ne, mislim, da ne. To je zdaj laično čisto. Ja, mislim, da ne. Skratka, pol je bilo pa lažje. Po sem pa jaz lahko hodila mirno v službo, ker sem vedela, da bo nekdo prišel, da mi ni bilo treba skrbeti, a ne še v službi, kaj se doma dogaja. To je dobro, ne? Jaz sem imela potem sam čez noč skrb, ne? Pa čez vikende. Čeprav je tudi to potem v fazi, ko se začne, ko bolezen napreduje, verjetno tudi to že potem težko. Kaj pa je potem naslednji korak? Naslednji korak je pa pol odločitev v dom. Za v dom. To je pa tvoja odločitev, ne več mame, ne? Ja, to je pa moja. Ker že nima teh sposobnosti, ne samo odločanja, ne?
Tako da takrat, ko so oskrbovalke rekle, da je že kar težko, pa tudi, ko sem jaz opazila čez vikende, da tole ne gre več, da moram biti non-stop dol spodaj pri njih. Sreča smo živeli v isti hiši, oče, mama spodaj, mi gor na vrh. Je bilo to hitro, ne? Če pa razmišljam, nekateri pa imajo kilometre in kilometre, da pridejo do svojca, ne? Je pa kar problem. Je pa verjetno res rešitev potem dom za ostarele. Tako da jaz sem rekla, postavim si vprašanje, ali lahko jaz nudim oskrbo takšno, toliko kvalitetno, kot jo v domu. Takšno ali boljšo. In če je odgovor ne? Če je odgovor ne, potem je boljš, da je oseba v domu. Zdaj pa, glede na to, da je kar precej veliko te bolezni, da veliko, tudi populacija se stara, ne, seveda potem starostjo tudi ta bolezen pride bolj kot pa prej v mladosti. Ne vem, bi bilo primerno več teh domov prav univerzalnih, samo za dementne osebe? Jaz imam tukaj prav eno posebno pot, da rečem. In sicer nordijske države imajo to že zelo dobro razvito. Vasi za dementne, za osebe z demenco. To je tist prva pa druga faza in tudi tretja, ne? V prvi fazi jim omogočajo, da so maksimalno funkcionalnejše, da še zmorejo funkcionirati. V drugi fazi pomagajo, ker imajo ustrezno osebje za to. Je pa to cela vas prilagojena. Namesto denarja recimo imajo bone, s katerimi ljudje kupujejo v trgovini, ki je samo za njih. Poti imajo označene. Torej, rečemo, jedilnica rumena pot. In tam, kjer rumena črta, pridejo vsi do jedilnice. To se pač naučijo, da je treba. Vse je nekakšna rutina, ne? Vse je rutina, vse je označeno, tako da počutijo se varne, počutijo se... Zdrave so pa tudi tam, da jih nekako usmerjajo ali ne? Seveda. Osebe pač kot približno oskrbovalke, naprimer, na ta način, ne? Pa medicinsko osebje, pa tudi zdravnik, ne? Skratka, cela soseska, cela skupnost je ena velika vas za osebe z demenco. Recimo medijska toplica, ne? Ja. Na novo. A veš, da sem to velikrat pomislila, če bi bile medijske toplice urejene, tako kot je treba. Neki hišk, ne? Joj, kako bi bilo to v redu. Za celotno Zasavje, ne? Ja. Ker oseb je pa dosti, ne? Pa še kakšne živali imajo, ne? Tisti, ki imajo radi. To vidim te terapevtske pse, ne? Ja. Kako jih imajo radi tudi tisti, ki jih prej niso imeli? Ja. Pa zajčke. Tudi, ja. Tudi zajčke. Pa tudi plišaste igrače. Tudi, ali pa lutke plišaste, ne? Tudi. Jaz sem vedno, ko sem delala z ljudmi, razmišljala v to smer. Če oseba... To bolj primerno kot pa naprimer izlaški dom samo za to. Ja. Recimo, če oseba nikoli ni delala z zemljo, pa če nikoli ni delala z domačimi živalmi, kravami, konji in tako naprej, jo zdaj tudi ne bi silila v to. Tiste pa, ki nikoli niso imeli svinčnika v rokah, pa kaj barvali, pa risali, jih pa tudi zdaj ne bom silila v to. To se pravi, ko sem bila v službi, sem mogla zelo klasificirati, kaj bo kdo počel. Tudi ta vas bi morala biti vsestranska. Na ta način narejena, ja. Mogoče za slikarja, ne? Za tiste, ki radi berejo, ki radi glasbo poslušajo, ples. Mečken knjižnice, tudi zraven. Malo telovadnice, ne? Malo telovadnice. Potem živali, malo vrtka, ne? To bi bilo res lepo, pa makar bi začelo s parimi hišami, ne? Dobra ideja, mogoče bo padlo na plodna tla. Zaenkrat še ni, ne, pri nas, ne? Pri nas mislim, da še ni, oziroma so bili že poskusi. Če se ne motim, nekje na Primorskem, da je bila ena takšna hiša, se je reklo kakor neko skupno gospodinjstvo ali nekaj takšnega. Sam ne vem, ali to funkcionira ali ne funkcionira več. Mogoče še par besed o tem, je kaj dednega to, ne? Da tisti, ki so že imeli v družini nekoga z diagnosticirano demenco, da so lahko tudi sami. Ja,
dedna predispozicija je. Potem je tukaj tudi spol, a ne, ženske ne? veliko več Ste kot na slabšem, ne? Smo na slabšem, jaz imam že 2 kriterija pokrita, Zdi pa, da ne. moški pa več Parkinsonovo. Tudi ne. Ne vem, A pri demenci so pa ženske bolj? pri demenci so ženske sigurno bolj, ja. Alkoholiki tudi ne? Seveda, alkoholiki, srčno-žilne bolezni, potem sladkorna bolezen. Tudi, ja. Tudi, ne, ta tudi okvari ožilje, ne. Pa še teh dejavnikov, ki pospešujejo nastanek. Pada starost? Jaz sem imela prvega z najnižjo starostjo 40 plus, ki je zbolel za demenco. Moški? Moški. A res? Ja. To je pa že zelo zgodaj, ne? 40 plus. Kaj pa življenjska doba, recimo od diagnoze? Je to različno pri različnih tipih demence? Načeloma, če se spet vrnem na te faze, ne? Prva faza je nekaj let, recimo 2 leti, potem je 3-4 leta, druga faza in potem 1-2 leti Ta zadnja? ta zadnja faza. Ko že težko tudi sami jejo? Ja, pa pri zadnji fazi je tako, ne? Umrejo tudi lahko samo od starosti, ne od same demence. No, na ta način. Glede na to, da je veliko demence po celem svetu, ne samo v Sloveniji, kaj je razlog, da ni čudežnega zdravila? Ne? Mislim, da ne vem, ali je toliko različnosti, različnih teh vrst, ali možgani tako zapleteni? Jaz mislim, da so možgani organ, ki so najmanj raziskani. Ne? Čeprav ne, ga secirajo, raziskujejo. A to je kot naša duša, ne vem, no? Res je neraziskana še. Ja. Pa gre kaj naprej? Če recimo govorimo, da ne vem, 30 let, da smo mogoče 1% možganov poznali, da zdaj mogoče 5, ne vem, se na pamet govorim. Sigurno gre naprej, ker pred leti ni bilo nobenih zdravil, ne? Za osebe z demenco. Je bila samo narava, ne? Zdaj se pa kar najde in tako po besedah zdravnikov, pa tudi jaz sem opazila, so kar uspešna zdravila za upočasnitev. A teh preventivnih, tako kot je recimo svite pa eurodona, no, teh pa ni verjetno, ne, da bi, ne vem, rizične osebe, recimo, da si ti rizična, ker je imela že mama, da bi šli na kontrole. To verjetno diagnostika predraga? Ne vem, mislim, da še ni vse skupaj dosti raziskano, da bi lahko ene kriterije take postavili, kaj pogledati vse. Je pa tako, ne, tako kot smo rekli, pri nekaterih povzročajo žile, spet drugim so beljakovine, a ne. Tako da toliko različnih dejavnikov je, da vse ne morajo zajeti v enem pregledu. Kdaj bi ti mogoče ob koncu oddaje nekomu predlagala, da je fajn, da obišče zdravnika, ne, ali pa nekomu, ko opazuje svojega sorodnika, ne, ki opaža te spremembe. Ne vem, je to že dovolj, če parkrat zaporedoma pozabiš, kam si dal ključe, ne? Če bereš, pa kar naprej na isti strani bereš, ne? Kuhaš brez vode, kavo recimo, ne? Ja. No, če pozabiš ključe, to še ni. Še ni, ne. Recimo. Jaz recimo imena pozabljam, ne? Ja, ampak to imaš ti v kratkoročnem spominu, ne? Če govorimo o kratkoročnem in dolgoročnem spominu. Mislim, pozabljam. Ne spomnim se tudi za kakšnega šolca, ne? Čeprav to je dolgoročno, ne? To pa je, ja. Ampak se ne spomnim, kako mu je že ime, ne? No, jaz pozabljam, recimo, če se mi nekdo predstavi, v isti sekundi pozabljam, kako mu je ime, ne? Pove, ne? Smo čestitam za novega otroka, ne? Ja. Pove ime, ne? Seveda, naslednjič potem ne vem, ne? No, to je ta kratkoročni spomin. To ni glih navadno, ne? Ne. Ta kratkoročni spomin ima recimo par sekund zadrži informacijo. In če ne spravimo tega spomina v parih sekundah v dolgoročni spomin, smo pozabili. Nismo pritisnili tipko s hrani, ne? Točno tako, ja. No,
recimo, ne, včasih filmski igralec, pa se ne spomniš, kako me ime, ne, jaz se potem kar trudim, ne, Ja. a je bolj kar pstiti. Ne, je kar dobro, da se potrudiš. Ampak me jezi, ne, A ne da, mene tudi včasih, jezi. ne gre, ne. Včasih se spomnim kakšnega človeka, srečam nekje, pa mi je znan, pa ne vem, kam bi ga dala. Kateri predalček. Ja, in potem jaz to doma premlevam, takrat se običajno ne spomnim, ampak pol enkrat mi kar, Klikne. kar poklikne. Ja. Torej, vse, kar treba potruditi, ne. Ja. Kakšen nasvet? Da je treba k zdravniku, si rekel, ne? Ja, no, ja. Ja, čim prej, kakor se začne spreminjati funkcioniranje, kakor opazimo, boljše je iti malo prej, kakor malo prepozno. Recimo, ko kar naprej nekaj iščemo, ne. Ko kar naprej nekaj iščemo, ja, ko ne vejo več izraza za določene stvari. Ali pa sploh, ko ne znamo domov priti, ne. Ja, to pa sploh, to je pa Ja, že pol kar to je pa že, pozno, ne? Je treba že prej. Ja. To, da se ti pa kdaj naredi, da imaš telefon v rokah, ne, hočeš koga poklicati, pa ga iščeš, ne. Ja, ali pa očala, ne? Ja, to je pa, se pa zgodi, ne. To Zdaj, se če se pa to ponavlja, je pa znak za alarm lahko, ne. Ja, Ne? to pa. Tako. Lahko sami kaj naredimo, ne? Zdaj, da bomo čim pozneje srečali Rosko. Ne vem, branje, No, najprej koncentracija, sprehodi, ne vem, zdrav način življenja, da se srce pazimo. lahko gremo najprej od fizičnega, a ne? Treniramo mišice, a ne? Sprehodi, karkoli nas veseli v zvezi z gibljivostjo. To je zelo pomembno. Ker če smo gibljivi, s tem ne delajo samo mišice, s tem delamo tudi umsko, ne? Ja, seveda, vsak korak Vsak korak je je povezan. iz tu, ne. Ja, prej, ko sva govorila ne o padcih, o teh možnostih po stopnicah, ne, pa padcih, je tudi to pomembno, da deljena pozornost pri starostnikih, pri osebah z demenco je malo slabša, kakor sicer, ne. Ne morajo hoditi pa se pogovarjati še z nekom zraven. Pri moških značilno, ne, da dva dela pravijo. Mislim, meni reče včasih, ne, da nisem za dva dela naenkrat. Da se šalim. Pri osebih z demenco pa ženske sploh. ste sposobne to več del naenkrat. Ja, pa že tudi ne več. Ne, se že pozna. Skratka, se morajo navaditi, da samo eno stvar počnejo. Ali samo hodijo, ali se samo pogovarjajo. Ne? Ker drugače se hitro zgodi, da se noge zapletejo pa padejo. Aha, tudi to, ja. Ja. Torej, to je ena. Drugače pa smo rekli fizična aktivnost, potem razne križanke, pa mogoče boljš kot križanke. Sudoku, ne? Sudoku, sigurno, ker so nove situacije in niso stara znanja. Ne? V križankah so stara znanja. Ampak glej, spet malce pošalo, ne? Jaz se kar precej matam, tudi tiste lahke, ne? Mislim, mene tudi malo logika pa to, ne? Ja. Nekak mi, imam križanka, no. Aha, no jaz pa sudoku kar rajš. Pa ti gre? Ja, kukar kdaj. Aha. Tudi kukar sem razpoložena, pa odvisno od kuk je težek. Ponavadi pri teh stvareh, ko enkrat usvojiš eno igro, strategijo, ne? Se tudi tista Rubikova. Mislim, meni še ena stran ne gre, ne? Ja. Nekateri pa to, ne? Tudi kakšni autisti, ne? Ja, tudi ja. Nezanimivo, ne? Tako da me je sram, ne? Ampak nekaj ne gre, ne? Ampak nisem za zdravnika, mende, ne? Ne. No, zdaj se malce šalim, ampak je pa treba se malce, nasploh se treba v življenju malce spremljati, ampak kako se reče, za tisti nemišljeni bolnik pa tudi ni dobro, da smo, ne? Ne. Da kar naprej išče zdravnika pa... Ne, ampak če so neke konstruktivne spremembe, nekaj, kar opazimo res, da se spreminja, pa da tudi okolica opazi, da smo se malo spremenili, je pol to že kar znak, da je treba iti, ne? Če se ne zmoremo več pogovarjati, če ne moramo slediti pogovoru, se mi zdi, da je kar treba iti. Bojo te sodobne telekomunikacije, ki spremenile te sodobne elektronske naprave, malo sva že prej o tem govorila, kjer se vse tako hitro dogaja. Ne, jaz tudi gledam te stare filme, ne? Pa tudi midva snemava bolj po klasičnem sistemu, ne hitre menjavanja teh
Jaz sem včasih kar zmatran, ko si kakšno nanizanko pogledam, ker se tako hitro se dogaja. Ne? Ja. Verjetno se bomo navadili na to. Na vse se navadimo. Ne? Ja, jaz mislim, da. Že najina generacija, se telefonov skoraj da ni bilo. Ja, mi smo imeli kar. Računalniki, sploh nisem vedel, kaj je. Ne? Ja. Internet, kaj pa je to? Ne? Ja. Računalniške igrice smo prvo spoznali. Ne? Mislim, svet se spreminja, zelo na hitro. Mi pa tudi, ne? Mi seveda bolj počas, po mojem, ne? Mi bolj počasi starejši smo, bolj se počas prilagajamo, ne? Na te nove tehnike. Se morajo tudi možgani, ne? Ja. Zdaj, ki si omenil tehniko, od mojega sina en znanc je za svojo babico naredil računalniški program, ker je babica z demenco, da jo spremlja preko videonadzora, s tem, da če se babica, določen čas ne dotakne štedilnika, se štedilnik ugasne. Tako, makar... Nam lahko spet tehnika sodobna pomaga, ne? Ja. Pa še druge stvari izpopolnil, da babica lahko funkcionira, oziroma da lahko pridejo, če vidijo, da nekaj ni v redu. Tako da se da, ne? Ne? Zdaj, Jana, nekaj sva povedala, ne? Verjetno vsega ne. Ja, nikoli ne bova vsega. Nikoli ne. Mogoče še kakšna stvar za konec, ker potem se bova poslovila od naših gledalcev. Mogoče bi rekla samo še to, ohranjati rutine. To pa, ohranjati rutine, ker če se bo oseba z demenco naučila rutin, da ima vse na istem mestu, da dela postopno vse po vrstnem redu, torej vse, kar vključuje to rutino, bo dalj časa funkcionirala. In ne bomo na nek način dalj časa imeli, ne? Ja. To pa je zelo pomembno, ne? Jana, hvala. Prosim. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.